Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke in gledalci. Mesec je naokrog in to eden najlepših mesecev v letu. Ampak je že čas za našo oddajo o zdravju s Alenko, tako da lepo pozdravljam v naši družbi. Alenko Simonič, lepo pozdravljeni. Ste tudi vi navdušeni nad pomladjo? Vam mesec maj sploh pride do živega? Absolutno. Čim se začne lepo vreme, vse začne zeleneti, cveteti, je to najlepši del leta. Ne? Verjetno ljudje dobimo energijo neko novo s pomladjo in sončnimi dnevi. Sicer je tudi dosti take utrujenosti, pozimske utrujenosti, ljudje prihajajo zaradi tega tudi v ambulante. Ampak tako, vseeno je dosti več nekega upanja za naprej med ljudmi, tako da je kar lažje delati. Ja. No, danes imamo dokaj težko temo, bi lahko rekli, o možganski kapi se bomo predvsem pogovarjali, o možganih, o delovanju naših možganov, ki so kar tako eno področje, zdi se mi še dokaj neraziskano, čeprav se znanstveniki trudijo. Ogromno se raziskuje o možganih, ogromno se o možganih ve, ampak seveda še zmeraj premalo, ker se neko fenomenalno središče našega bivanja. Možgani nam kontrolirajo vse, kaj se v nas dogaja. Pa čeprav jih v bistvu za vsakodnevno življenje uporabljamo zelo malo, kakšne 4% celotnega tkiva, ki ga imamo, so pa seveda neizčrpen vir in raziskovanja in inspiracije in nažalost tudi kar pogosti neki razlog za kakšno bolezen. No, predstavljamo si, da ta razvoj naših možganov poteka verjetno pri določenih ljudeh različno, Tako vsaj domnevamo laiki. Da smo eni bolj pametni, drugi malo manj. Mislim, razvoj možganov samo pameti verjetno dosti nima skupnega, Bolj pač tudi to je samo organ, v katerem že ko smo v maternici, začnejo zoreti ene celice, ki potem omogočajo, da lahko kdaj postanemo pametni ali pa ne, da se lahko dosti stvari naučimo ali pa ne. V glavnem, po teh celicah se kot en električni tok pretaka. Jaz tako vedno, ko pacientom razlagam, recimo, kako stvar v zvezi z možgani, sploh recimo v zvezi z demencami jim razlagam na ta način, da si predstavljamo to, kot v tistih starih filmih vidimo, ko so tiste elektronske telefonske centrale s tistimi kabli, ki jih pretakajo. Tako so naši možgani, ko deluje vse v redu, je teh kablov na tisoče in se vtikajo v prave luknje. Ko pa pač, se neka bolezen pojavi, pa ali se vtikajo počasneje, ali se sploh ne vtikajo, ker se več ima kam vtakniti. Glavnem, eno tako vozlišče informacije. Verjetno je najhujša stvar, kar se nam lahko zgodi, možganska kap, kar bi bila danes najina osnovna tema, ali so še kakšne druge takšne bolezni, ki jih lahko prizadenejo? Jaz bi rekla prav obratno. Jaz bi rekla tako, kap je sicer neko stanje, ki predvidoma vsakega 4. zemljana doleti, možganska kap. Vendar je danes, če vemo, kdaj moramo ukrepati in ukrepamo hitro, je lahko to popolnoma ozdravljiva bolezen v mnogih situacijah. In mislim, da je kar precej možganskih bolezni dosti hujših od možganske kapi. No, vse zadnje se tudi možganska kap večinoma dogaja bolj v poznem obdobju. Tudi lahko pri mladih, nekih verjetno se pogovarjali tudi o tem, ampak večinoma pri ljudeh nad 65 let. Tako da jaz mislim, da je pa ogromno bolezni, ki prizadene že otroke, pa potem v tem celem odraščanju. Tako da mislim, da je tudi možganska kap danes, ko vemo mi te strtke že raztopiti, ko znamo marsikaj potegniti iz možganov, se mi zdi, seveda ni fajn, ko se zgodi, ampak zna pa biti, ker moram reči, da nekje 30-40% ljudi popolnoma okreva po kapi. Popolnoma. No, je to res, da možgani ne bolijo? Res. Možgani ne bolijo. To vedno pacientova glavna skrb, ko ima glavobole, neke kroničnega glavobole, je, da ima možganski tumor. Možganski tumor res da boli, kadar je bolezen že zelo kadar se je že zelo povečal znotraj lobanje, ampak boli zaradi pritiska, ki ga dela znotraj lobanje. Drugače so vsi drugi znaki prej kot glavobol. Tako da glavobol ima ponavadi bolj neko
razlog največkrat v kakih težavah z vratno hrbtenico, mišicami nasploh, lobanje, ne. Tako da je to glavni razlog za glavobol. Kadar pa kak je res taki nenaden, hud glavobol, ki mu sledi bruhanje, pa potem mogoče izguba zavesti, to pa so, kadar recimo poči kaka žilica, ne, se zgodi krvavitev možganska in se naenkrat zveča pritisk znotraj glave, znotraj lobanje, takrat pa seveda glava boli. Torej, kakšne sorte teh možganskih kapi torej poznamo, ne? Verjetno je to več možnosti. V bistvu sta možnosti samo dve, ne. Dve možnosti sta. Ena je, da se žila popolnoma zapre, noter se naredi en strdek, tromb, strdek, ki pač prepreči, da bi se pripadajoče možgansko tkivo prehranjevalo in začne propadati. To je en in najpogostejši razlog. Tam nekje v 20% pa se znotraj žile ustvari eno tako stanje, da žila poči in zakrvavi in se naša lobanja napolni s krvjo. En del, ne, in to potem pritiska ostalo možganovino, da začne tudi ponovno, da začne propadati. To sta dva osnovna, torej tromb, strdek, ki nastane tam na mestu, lahko tudi od nekod pride, ne, lahko pride iz srca ali pa neke periferne žile, arterije iz telesa, ne vem, iz goleni, iz pljuč najpogosteje. Ali pa da je žila sama zelo slaba, da je recimo, da se narodimo s tem, da imamo na enem mestu kako žilo malo slabše kvalitete, ali pa se naloži zaradi ateroskleroze, ne, noter toliko stvari, da potem ta žila enostavno poči in potem zakrvavi. To je tudi razlog, ne, vsi ti strdki, ki se noter delajo, ali pa krvavitve. To je glavnem v bistvu razlog, zakaj mi zdravniki tako, bom rekla, težimo našim bolnikom z urejenim holesterolom, pa sladkorjem, pa maščobami, pa tlakom, pa kilami, pa cigareti, ne. Ker to so vse stvari, ki izjemno vplivajo in če tega nič ne bi bilo, tudi ne bi bilo strdka v možganih. To pomeni, preventiva je kakšna? Preventiva je, dobro, rečemo tako, eno zdravo življenje z urejenim sladkorjem, z urejenim holesterolom, z urejenim tlakom, brez cigaret. To je tisto glavno. Torej, imamo kakšne znake torej že vnaprej, da bi lahko vedeli, aha, kap nas bo? Ne. Res je, da se pogosto zgodijo tiste take male prehodne kapi, mi rečemo TIA se imenuje, drugače prehodne ishemične kapi, ko bolnik v bistvu doživi že eno malo kap, ampak se ta strdek znotraj žile hitro sam raztopi. In je tista težava, lahko traja samo nekaj minut, praviloma traja, največkrat traja celo manj kot 1 uro, lahko pa traja do 24 minut in se potem popolnoma sama od sebe popravi. In to je, edino to je nek, kako bi rekla, napovednik, da se nam zna zgoditi tudi velika kap. Tako da takrat je treba res vklopiti vse, kar se le da, da naredimo, da se to ne zgodi. Drugače pa moram reči, da ljudje zelo pogosto prihajajo v našo ambulanto ali pa v urgentno ambulanto z nekimi mravljinčenji po telesu, pa z, kaj te vem, z glavobolom in so prestrašeni, da jih bo kap. Jaz jih vedno potolažim. Mravljinčenje nima veze s kapjo, to je ponavadi povezano z vratno hrbtenico in nima nobena stvar taka, ki bi kazala na kap. Mi bi bili v bistvu veseli, če bi bilo teh nekih napovednih simptomov več, ker bi mogoče lahko marsikdaj to prepoznali prej. Ampak nažalost ni. Stvar se zgodi takrat in to je to. No, ko pa čutimo recimo neko napetost v glavi ali pa tako polno glavo, je to že morda kakšen znak? Takrat to je samo lahko znak, da ali imamo zelo visok pritisk, pa je treba nekaj narediti, ali imamo težavo z vratno hrbtenico, pa je treba nekaj narediti, ali pa smo samo silno utrujeni in napeti in je treba tudi na tem nekaj narediti. Ni pa to noben znak kapi. Koliko pravzaprav na delovanje naših možganov na splošno lahko vpliva stres, ker ste ga ravno omenili? Ne bi si mislili, kako zelo. Stres je sicer tak neka floskola, bom rekla, ne, stres, ampak vsi imamo stres in ga tudi rabimo, da se življenje teče in to, ampak stres, hud stres popolnoma ohromi ne samo, našo dušo, ne, ampak predvsem naše možgane, pa možgani so mogoče tudi duša. Ljudje, ki so v velikem stresu, imajo dosti več nekega občutka bolečine,
nekih raznih težav, ki jih oni dejansko čutijo, pa jih mi nikakor ne moremo najti potem objektivno, ne, ampak jih oni tako čutijo. Možgani, se veste, če smo mi v velikem stresu, se več ne moremo prav skoncentrirati, ne moremo se jasno odločiti, kaj je pomembno, kaj ni, ampak naši možgani kar delajo po svoje. Tako da, ja, stres je velika težava, ljudje izjemno dosti prihajajo samo zaradi teh težav in jih pripisujejo drugim resnejšim. In naša naloga zdravnikov je, da seveda pacientom izključimo vse tiste možne resne vzroke, da jim to tudi jasno razložimo, da jih pomirimo in da se potem posvetimo njihovi psihi, ne. Zato danes, ne, se veste, ali pa ena izmed najbolj predpisovanih zdravil so antidepresivi, nikakor so tudi pomirjevala, ki pa jih ne maramo, ne, ker seveda povzroča eno odvisnost in ljudje kmalu ne morejo biti brez teh pomirjeval. Tako da, marsikaj se danes že da tu pomagati. Vsa ta zdravila, sploh recimo antidepresivi, delujejo točno v možganih in popravljajo tisto, kar se zaradi stresa zgodi. Tako da, in niso samo za zdravljenje depresij, čeprav imajo takšno ime, ampak z njimi zdravimo tudi razne izgorelosti, pregorelosti, kronične utrujenosti, eno kronično bolečino, ne, danes zdravimo za antidepresivi, ker vemo, da ko človeka konstantno nekaj boli, se sčasoma tudi njegov spremeni in začne čisto drugače dojemati svet okoli sebe, tudi bolečino dojema čisto drugače. In je prav včasih fajn videti, ko bolniku uvedeš antidepresiv, ko mu izboljšaš ene stvari v glavi, se tudi bolečina umiri. Dovolite mimo grede, ne, vprašanje, kakšna razlika pa je torej med pomirjevali in antidepresivi? Razlika je zelo, zelo velika, to sta dve čisto različne skupine. Pomirjevala so skupina zdravil, ki naredijo to, da za kakšno uro, 2, 3 zmehčajo naše mišice, malo zmanjšajo neke naše te toke v glavi, da se trenutno pomirimo. Torej, nič ne zdravijo, nič ne spremenijo, samo hipno nam malo pomagajo. In to je res par uric. Antidepresivi so pa zdravila, ki pravzaprav so en ta hormon, ki je v naših možganih pomemben zato, da lažje gremo skozi probleme, da jih lažje prenašamo, da znamo biti bolj, rečemo, flegma, da boljše spimo, da se naši možgani boljše spočijajo. To vse v naših možganih uravnavajo eni hormoni, kot so serotonin, dopamin in mnogi drugi. In ta zdravila so samo ti hormoni, ki jih pač jemljemo v obliki tabletk. Zato tudi so pacienti včasih razočarani, ker jim to predpišemo, pa morajo 3 tedne čakati, da pride do učinka, ker to ni pomirjevalo, ne. Ampak po 3-4 tednih, jaz vedno rečem, boste pa takšni, kot ste vi bili na začetku. In dejansko ljudje dostikrat kar zopet nazaj zaživijo normalno življenje. No, to je zanimivo za nas laike, predvsem, ne. Kaj pa pravzaprav, kar se tiče vseh teh, kar se tiče delovanja možganov, na kakšen način oziroma zakaj v teku let možgani slabijo, recimo naše umske sposobnosti, ne? To je recimo tudi zanimivo vprašanje, se mi zdi, ne? To je zanimivo vprašanje in je v bistvu, kaj se zgodi? Gre pravzaprav za en zelo podoben mehanizem možganske kapi, ampak seveda na mikronivoju, na dosti manjšem nivoju. Med našimi možganskimi celicami je tone žilic, majhnih žilic, ne. Zdaj mogoče samo najprej kot zanimivost naj povem, da imajo naši možgani en taki poseben krožni sistem žilja. Zaradi tega, če ima človek na eni strani te glavne žile, ki vodijo v glavo, zaprte iz nekega bolezenskega razloga, možgani delajo normalno, ker še vedno druga stran to prehranjuje. 4 glavne žile, ki pridejo v glavo, lahko tudi, če samo ena dela, še vedno čisto normalno in zadovoljivo prehranjujejo možgane. No, ampak mi imamo noter en celi preplet drobnih žilic, in z leti, in z našim holesterolom, in z našimi sladkorji, in z našim nezdravim načinom gibanja, cigareti so tu zelo dosti, te drobne žilice pokajo in ubijajo celice, tiste 1-2 celice, ki sta okrog.
Zdaj, ko delamo dosti te slikovne diagnostike, prihajajo bolniki z magnetnimi resonancami glave in tam se vidijo take pikčaste spremembe. In vsi prestrašeno sprašujejo, joj, kaj je to? To so te taki mali, bomo rekli, infarkteci, miceni, ki jih časoma privedejo do motenj spomina, predvsem spomina, no, to bom rekla, te demence imajo razlog prav v tem. In zdaj dlje časa smo živi, več bomo tega v našem možganih imeli in več težav s spominom bo. Bolj živimo, kadimo, živimo stresno, imamo visok kolesterol, sladkorje, prej bomo to imeli, prej bomo pozabljivi. No, to je morda sedaj tudi odgovor, zakaj je toliko demence, kajti slog življenja je zelo drugačen, kot je bil včasih, recimo, vse je prehrana. Tako, in tudi sama zdravila, saj mi zdravniki intenzivno iščemo te bolnike in bolnikom predpisujemo zdravila, ampak veste, če vas nekaj ne boli, pa vi ne čutite, zakaj bi se to zdravilo jemali, pa ne čutite nobene razlike. Jaz včasih prav to razumem, vem, v redu, ker vi morate vedeti, da od polovice vseh zdravil, ki jih mi predpišemo, se jih samo po študijah, to je raziskano, samo polovica teh zdravil se dvigne v lekarnah in se vzame. Ampak samo te polovice, ki to vzamejo, jih samo pol jemlje zdravila tako, kot bi bilo treba. Tako da je v bistvu čisto tako realno gledano, čeprav mi zdravila predpišemo, vse delamo v redu. Ampak se veste, ljudje smo vseeno ljudje, svoja bitja in to jemljemo dostikrat po svoje. In na žalost, ker tega ne vidimo takoj, ampak se pa vidi to kasneje v starejših letih. No, še to vprašanje, sedaj prej ste omenili, torej antidepresive, recimo, če začneš s antidepresivi, jih je potrebno jemati potem do konca življenja? Ne. Je pa res, da pogosto pa je na koncu to tako, ampak razlogov za to je več, predvsem zato, največkrat, če je treba potem res dolgo imati antidepresive, se zdaj po zadnjih študijah izkazalo, da prav zaradi tega, ker jih prepišemo prepozno. Vemo, da danes že mnogi mladostniki imajo težave s tem. In če so ta območja predolgo brez teh hormonov, začnejo ta področja v naših možganih propadati. In se več nikoli prav ne obnovijo. Tako da, če predolgo čakamo z zdravljenjem, bo definitivno tudi zdravljenje trajalo dolgo ali pa celo doživljenjsko, ker to zdravilo ni nič drugo kot ena snov, ki drugače naši možgani sami producirajo. In vidimo, da ljudje nekje po 6 tednih se ljudje super počutijo in potem bi dali zdravilo proč. Ampak jaz si vedno rečem, po 6 tednih smo mi komaj nadomestili tiste tekoče potrebe. Treba si je to narediti neko skladišče v možganih, da boste imeli tudi kasneje, ko bomo nehali s tem, še kar za nekaj časa dovolj. Mogoče več ne bo treba nikoli jemati, ker se zopet spostavi neka lastna produkcija, ampak včasih se pa pač ne in takrat je treba to jemati stalno. In bolniki se kar naučijo, moram reči, že sami vidijo, veste, jaz bi nekaj takega rabo, jaz sem zopet brez energije, da nič mi ni, vse mi je težko, življenje se mi zdi brez veze. In potem se zopet stvari popravijo s tem. Torej, povedali ste nekaj o teh malo lažjih oblikah možganske kapi, kaj pa je torej najhujše, kar se tiče teh? Ja, najhujša pa prav sama možganska kap, ki sem rekla 2 načina, ali strdek ali poči žilica in zakrvavimo v možgane. Kar je najbolj pomembno pri kapi, pa navezujoč se na tisto, kaj sem rekla na začetku, je pa pomembno, da bolezen prepoznamo, da takoj pokličemo 112, zato da smo čim prej v bolnišnici. Ker od tega, kdaj bomo mi začeli v bolnišnici, in to se dela samo v bolnišnici, točiti zdravilo, ki bo raztopilo ta strdek, ali pa eventualno opravili celo operativni poseg, da bomo ta strdek, izluščili iz žile, od tega je pomembno, kako bomo mi ukrevali. Če se to zgodi znotraj 2 ur, je velika verjetnost, da po kapi ne bomo imeli več nobenih težav. Bomo takšni, kot smo bili prej. Če pa to traja, pa se seveda stanje lahko bistveno zakomplicira. Tako da bi mogoče res danes opozorila na gledalce na tako imenovano, dostikrat so verjetno že videli tak GROM. To je zveza za možgansko kap nekako lansirala en taki, da bi osvestila prebivalce. Mogoče bi jaz samo naštela, na kaj moramo biti pozorni, kaj se vse lahko zgodi. Taka ena najpogostejših stvari je, da naenkrat otrpne
ena polovica telesa. In to je vedno ista roka, ista noga in praviloma celo isti del obraza. Odtrpne pa v smislu, da enostavno roka kar pade. Mi človeku roko primemo, pa mu pade kar dol, kar je ne čuti. Če je tudi noga prizadeta, kar pade po tleh in ne more več stati na njo. Roko mu pokažemo, dostikrat ne pozna, vidi samo to roko. Teda odtrplost enega dela, dostikrat je povešen pripadajoči ustni kot, spremenjen izraz obraza, ker je ustni kot tak dal navzdol. To je ena možnost. Potem lahko se zgodi, in to bi tudi opozorila najne gledalce, ker je isto možganska kap, pa dostikrat ljudje tega tak ne vzamejo. Če nenadoma izgubite vid na eno oko, da se vam kot ena črna zavesa spusti na oko in več ne vidite, je to možganska kap in je urgenca in je treba klicati takoj 112 in takoj v bolnišnico. Znotraj določenih ur se lahko vid reši. Če bo minilo več kot 6 ur od tega, ste za zmeraj slepi. Tako da to je ena možnost. Potem lahko se pojavi samo motnja zavesti. Človek izgubi zavest in lahko se pojavi kakšen epileptični napad. Potem je možnost, da se pojavi neznosen, nenaden glavobol, ki traja mogoče minutko, največ 2 in naenkrat se pojavi neko čudno bruhanje in dostikrat tudi izguba zavesti, eventualno epileptični napadi. To je znak, da gre za krvavitev znotraj možganov. Potem ena taka zanimiva stvar je tudi vrtoglavica, ki se lahko pojavi. Tudi nenadoma se pojavi, je pa taka malo drugačna od tistih klasičnih vrtoglavic. Človeka tako ponavadi ga nekam nazaj sili, pada po tleh in tudi eno tako zelo tako široko tirno hojo ima, kar nekako lovirano težje. Dostikrat imajo tudi take zelo ozke zenice, takrat ampak dobro, to že več ni. Glavno, ena taka čudna vrtoglavica, ki se pojavi cak nenadoma in se kar iz minute v minuto se dodajo neke nove stvari. To so, ali pa govor, no to sem še pozabila povedati, lahko pa je seveda prizadet govor in lahko to je edina stvar, da začne človek nam čisto nekaj čudno govoriti, neke čudne besede uporablja, čudne besedne zveze, nič smiselnega, ali pa ne more govoriti, nas gleda, ampak nam ne more odgovoriti, ali pa on seveda lahko on vse, takrat on praviloma vse razume, samo povedati ne more, je motorični del zaprt. Lahko pa pač nič ne razume, pa samo prestrašeno gleda in ne ve kak in kaj. To so v glavnem, vsa taka čudna dogajanja so alarm. In bistveno je, da tak bolnik pride čim prej v bolnišnico. Zato zdaj po tem novem sistemu nujne medicinske pomoči, po to pridejo da vedno samo 2 reševalca, ker tak bolnik ne rabi nobenega zdravljenja na terenu, mora priti takoj v bolnišnico. In reševalci kot prevozniki pridejo, hitro prepeljejo bolnika, hitro prav direkt praviloma na CT, v najbližjo bolnišnico, da se takoj naredi slika glave in potem nevrologi naprej to rihtajo. Tako da moram reči, da tudi tu v našem okolju, bolnišnica Ptuj je tako imenovan center za telekap, deluje vrhunsko, naši bolniki so izjemno hitro obravnavani, takoj grejo na CT, takoj dobijo potrebno terapijo in so tudi izidi možganskih kapi zelo, zelo, zelo dobri. No, to pomeni, da ljudje okrevajo po takšnih rešenih primerih, pa imajo potem možnost, da se jim to ponavlja. Ja, vsaka kap je alarm za naprej in zato je takrat treba res na polno, mora imeti vsa zdravila, urejen mora biti tlak, urejen mora biti holesterol, sladkor, kaditi bi morali nehati. To so take stvari, ki jih je potem treba res urediti takoj ali pa mora biti perfektno urejene, potem je seveda možnosti za to bistveno manj. Bi pa edino mogoče pokritizirala naš sistem v tem, da bi bilo fino, če bi vsi ti bolniki ali pa vsaj tisti, ki pa mogoče nimajo take sreče, da popolnoma okrevajo, bili deležni ene dobre fizioterapije po kapi. Je pa nažalost niso, v rehabilitacijskem centru Soča je prostora pač samo za en del bolnikov. In dostikrat so nekako se pač da tiste, bomo rekli, bolj perspektivne, mlajše. Čeprav vidim, da se tudi za starejšimi da marsikaj narediti, če bi se to res trudili. V idealnem svetu bi takega bolnika vsaj 8 tednov rehabilitirali z ustreznimi fizioterapijami, logopedi, ki jih učijo včasih na novo govoriti, ki jih učijo vseh teh stvari in bi ljudje kar lahko odlično okrevali. Nažalost, to pri nas dostikrat pade v roke svojcev, ki se znajo
ali pa so se sposobni bolj ali manj potruditi. In je pač nažalost dostikrat to res na ramenih in bremenih okolice, ne pa mogoče celega sistema. No in kakšne posledice potem ostanejo človeku, ki ga je ena taka možganska kap, ki mu je torej kri zalila možgane, no tako si to predstavljam? Zdaj, pri možganskih krvavitvah je dostikrat tak, da se tu tudi največ smrti zgodi, ne, ker lahko so te krvavitve zelo velike, zalijajo preveč možganov, stisnejo in uničijo preveč celic. Če pa že pa po eni ali pa po drugi obliki ostanejo motnje mišic, ne, torej ali ljudje težko hodijo, da težje čutijo eno stran telesa ali pa ne čutijo, razvijajo eno tako posebno hojo, kot da bi kosili, no, mi temu rečemo. Potem lahko ostanejo težave z govorom, lahko ostane slepota, gluhota. Mnogo takih težav je, ki ostanejo. In lahko ostane tudi velik problem, sploh če gre tu za malo mlajše ljudi, ne. No, zdaj bi se samo mogoče navezala, ker sem se spomnila, mlajši ljudje in kap, ne. Pri mlajših ljudeh je pa lahko in je pogosteje razlog ena motnja ritma srca, tako imenovana atrijska fibrilacija, kjer srce začne tako nekontrolirano utripati in se v tem začetnem delu srca, no, in se tam začne znotraj srca delati strdek, ki potem odleti nekam, gor v možgane in povzroči kap. Tako da to je ena taka stvar, ki tudi mlajše ljudi prizadene in imajo potem doživijo možgansko kap, ne. Tako da ni res samo rezervirano za fejst stare. Tako da, če čutimo, da nam srce neenakomerno utripa, prosim, pojdimo do svojega zdravnika, ne. Torej, povedali ste, da če je torej v pravem času, če je hitro pomoč, ne, da torej, no kako pa recimo, če človek sam doma, pa ni torej več zmožen poklicati 112. Potem pa je to velika smola, ne. Takega bolnika, kar dostikrat se to zgodi, bolnika najdejo svojci, ko ga ali pridejo, recimo, to se dogaja tudi nepokretnim ljudem, ki ležijo v posteli, pa jih najdejo, ne, z kapjo. Mi ne vemo točno, kdaj je nastalo, nič ne vemo o tem in taki bolniki pa ne dobijo potem nobenega zdravljenja, ker vemo, da zdravljenje, to raztapljanje strdka kasneje nima več nobenega učinka, jim celo lahko škodi, jim lahko dela več težav. Tako da ti ljudje pač čakamo, koliko se bojo možgani sami popravili, ampak tukaj je prognoza slaba. Zelo slaba. No, ker tudi verjetno med spanjem, ne, se komu zgodi. Seveda, zgodi se tudi med spanjem. In teh se pravzaprav najbolj bojimo, ki se dogajajo med spanjem, ker tu ponavadi nas pokličejo zjutraj, ko se pač bi naj pacient zbudil, ali pa ko bi naj se zbudi, ali se ne zbudi, ker je neki nezavesti, ali je pa čuden, ne, na nek način. In takrat mi ne vemo, kdaj se je to zgodilo in take bolniki so potem dostikrat kar trd oreh in jim težko pomagamo. Je pa res, da zdaj v tem okviru te trajnostne oskrbe, ki jo pripravljajo, bi naj imeli ljudje, naj bi dobili neke, ali bo to ure, ali karkoli, neki gumb, kjer bo pacient stisnil, da si pokliče pomoč. Tam, kjer se to uporablja, ne, v nekaterih državah, kjer to uporabljajo že starostniki, je tudi, ker to pa še lahko mogoče naredi, ne, to pacienti vejo, da imajo nekaj, kam samo nekaj stisnejo, pa se lahko zgodi, tako da se je tam tudi procent tistih kapi, ki se dajo porihtati, bistveno zmanjšava. Imajo, ne, ljudje starejši že te naprave, tako da so nekateri že to imajo, ja. Tako da so res dobrodošle, ne, predvsem pa zelo preprosto delovanje in to je dejansko torej lahko ena takšna konkretna pomoč za te ljudi, ne. Ja, jaz mislim, da bo to fajn. Torej, rehabilitacije so različne, ne, odvisno od možnosti, odvisno torej od težave, ne, same, v kolikih procentih pa recimo se človek lahko v normalno stanje povrne? Obstaja to kakšen podatek? Ja, obstajajo študije, da nekje celo v 30 do 40%, kar je kar visok, sploh glede na leta bolnikov, ne, ker med temi bolniki so tudi bolniki stari skoraj 100 let, pa tam od 65. naprej večina teh bolnikov, ne. Tako da se mi zdi to kar lep procent, ampak zdaj ta procent je dela na celo Evropo, ne. Zdaj tu so razlike med državami, glih v tem, kdaj in v kakem času ta bolnik pride do prvega centra.
Slovenija tu je kar, moram reči, s temi centri za telekap je kar visoko pozicionirana, ker naši bolniki hitro pridejo na pravo mesto. Ne. Samo poklicati morajo, ne. Oziroma nekdo jih mora pravi čas najti. Ne. Kako pa bi se izognili, torej, razen tega zdravega sloga življenja, ne kaditi, paziti na prehrano, se gibati, se še sploh da na kakšen način izogniti tem problemom? Ne. Zdaj, veste tak, proces ateroskleroze se dogaja pri vseh, ne? Dogaja se že v maternici, ne? Ko si še zarodek. Ne? Tako da čist preprečiti ga ne moremo. Pomembno je, če bi se celo življenje res s tem ukvarjali, da skrbimo, da so vrednosti holesterolov nizke, da so vrednosti sladkorjev nizke, da potem mogoče bi bili ti procesi bistveno manjši. Ampak zaenkrat nekega takega pametnega, nažalost, še nimamo. Ne. Tudi je manje kakega zdravila. Dostikrat pacienti sprašujejo, joj, bi imel recimo aspirin redno. Ne. Včasih se je to priporočalo, zdaj se več ne. Nekateri bolniki ga morajo seveda imati, ampak da bi se pa to, ker da bi vsi to imeli, pa nima, se je pokazalo kot prej škodljivo, kot naredi več težav kot haska. No. No, kaj je tako čudežnega ima torej ta nesrečni ali pa dobrodošel aspirin v sebi? Aspirin nima nič tako čudežnega, ne? To je eno strašno staro zdravilo, ki pa vpliva na to, da je naša kri, tako preprosto govorim, bolj tekoča, da ni tako gosta. Hkrati ima pa še neke protivnetne učinke znotraj žile, da se tudi potem ti trombociti, to so te ploščice v krvi, da se ta glih ne lepijo gor na steno žile. To je vse. Danes imamo kar nekaj boljših zdravil od aspirina, no, kaj se tega tiče, ampak aspirin, veste, to je tako zakoreninjena stvar v družbi, pa še zmeraj je zelo dobro zdravilo. Recimo, tak en zanimiv podatek je, da če imamo infarkt, srčni infarkt, to pomeni, da se nam žila pri srcu zamaši, je prva pomoč še zmeraj aspirin v eni dozi pač, ki se mora takoj razgristi, pojesti in nam sam ta aspirin na začetku raztopi skoraj polovico strdka. Tako da, če bi, ne, to je tak en, se mi zdi podatek, še eno pove, da aspirin dejansko deluje na nek način. Ne. Vse potem naprej je treba še narediti vse ostalo, ampak če ti nekaj maši in se ti polovica tega zmanjša samo po enem navadnem aspirinu, je to res ena stvar, ki bi morali vsi vedeti, da se to zgodi, ga morali vsi takoj pojesti takrat, ne, ko jih nekaj tu tišči. Tako da, ja. Ja, kako pa ta aspirin kako hitro pride torej iz želodca v kri? Zelo hitro, zato ker ga mi razgristi moramo, ne prav pomembno, da ga razgrizemo, ne da ga požeremo v želodec, ampak da ga razgrizemo, se že iz ust absorbira, ne. No in kaj torej date pod jezik? Ne, razgriz ga morajo pacienti. Če ga ne morejo razgriz, če so pač nezavestni ali kakorkoli, ga dobijo v žilo. No, kaj pa za zdravilo, ki ga pod jezik date ljudem, kaj je to za zdravilo? Tisto pa je zdravilo za zniževanje tlaka. Aha, in to potem trenutko pomaga? Tudi pomaga v nekaj minutah, ja. In še za konec, kakšen vaš nasvet, torej, da bi nekako se izognili možganski kapi? Ja. Ni nasveta, najbrž ne. Nasveta ni, ampak poskusimo živeti čim boljše življenje, ne. Pa kljub temu, da smo danes, današnja družba rada uživa, rada si privošči in dobro hrano in živimo v enormnih količinah stresa, ne. Ampak tako vedno vseeno malo tako včasih se počekiramo pri svojem družinskem zdravniku, naredimo kako kontrolo, pa če nam reče, da pa bi zdaj bilo to treba jemati, pa ga ubogamo, pa jemljemo tisto zdravilo za holesterol, čeprav ne čutimo nobenega učinka. No, tako lepo ste rekli, po domače se prečekiramo, ne? Ja, no. Torej, kaj bi te kontrole, torej naj ti pregledi osnovni neki naj vsebovali? Kaj torej se... Ja, mi zmeraj pogledamo sladkor, zmeraj pogledamo ledvično funkcijo, zmeraj pogledamo holesterole, pa potem pogledamo, če še treba kako drugo stvar, ampak to so te osnovne, ki jih pač moramo imeti pod kontrolo, ne? Pa seveda krvni tlak, merjenje krvnega tlaka. Če že samo to imamo nekako pod kontrolo, bo že dosti lažje za naprej, bomo dosti manj pozabljivi v starosti, bomo dosti manj nekih demenc in pa seveda vseh drugih zapletov. Temu verjetno služijo referenčne ambulante, ne? Tudi referenčne ambulante so prav zato s tem namenom bile, da se bolniki, ki jih mi najdemo, da se tam vodijo, da se tam kontrolirajo in da je to neka rutina, ki se potem...
No, na kakšen čas, to za konec, ne, pravzaprav vabite, ne, svoje paciente? Paciente vabimo, dosti jih sicer tako kar sproti, ker itak ljudje prihajajo, pa jih probamo kar tako še hitro, bom rekla, malo zagnjaviti s tem. Drugače pa jih vabimo nekje na 2 leti bi jih naj, ne, 2 do 3 leta, odvisno pač od ogroženosti. Tam se zračuna neka ogroženost, verjetnost, ki je, da bo ta človek, ne vem, v naslednjih 10 letih doživel kakšen dogodek. Če je ta verjetnost zelo mala, takega bolnika glih ne rabimo pogosto vabiti, ne. Ga vabimo recimo celo mogoče lahko enkrat na 5 let. Če pa da nekdo tam zbere dosti tistih točk in je zelo ogrožen, takega pa kar vsako leto. Ampak takega ponavadi itak imamo dosti v ambulanti in ga celo pogosteje še kontroliramo. Hvala lepa za danes, za vse povedano. Tako kot vedno, ne, smo slišali tudi danes veliko zanimivega in predvsem dobrodošlega. Tema prihodnji teden bo že malo, prihodnji mesec, ne, bo torej že malo usmerjena v počitnice. Dopust, v dopust, ki nas čaka torej. Pa mislim, da bi bila dobrodošla tema, kako se pripraviti na dopust, ne. Ja, en taki popotniški vodnik, zdravstveni vodnik mogoče, ja. Da bodo torej pripravljeni tudi v tej smeri naši gledalci. Alenka, hvala lepa za danes. Vse dobro, vam želimo uspešno delo, pa se vidimo torej 3. ponedeljek čez en mesec. Hvala lepa za pozornost, spoštovane gledalke in gledalci. Oddaja o zdravju z Alenko je bila to danes, prihodnji ponedeljek pa običajen Med nami povedano. Vse dobro do takrat in srečno.